Prioritetna naloga je reševanje v gorah. Druga naloga je reševanje iz težko dostopnih krajev. Potem so reševalne dejavnosti pomoč prebivalcem v primeru elementarnih nesreč. Potem so tukaj adrenalinski športi, potem je tukaj sodelovanje z jamarji, potem je sodelovanje z potapljači v primeru nesreč v kanjoningih. Da postaneš gorski reševalec, prvič je potrebno, da si zelo dober alpinist. To pomeni, da si gornik, da obvladaš alpinizem. Tri leta si pripravnik in po 3 letih lahko opraviš izpit iz letne tehnike, iz prve pomoči in pa iz zimske tehnike. In ko si enkrat vse to opravil, si pa izpolnil pogoj za sprejem v članstvo GRS-ja. Gorska reševalna služba Slovenije je recimo v lanskem letu opravila 280 reševanj in od tega jih je v poletnih mesecih 70%. In od tega so petki, sobote in nedelje najbolj obremenjene. To pomeni, da je recimo na en dan tudi od 8 do 10 nesreč. In to je sigurno potrebno, da je takrat dežurna ekipa na Brniku s plovilom, ki je tudi najhitrejša, najbolj varna. Seveda je pa v poletnih mesecih tudi dežurstvo na vseh 17 postajah v Sloveniji. Vsak vikend je določena posadka dežurna, ki je pripravljena takoj za aktiviranje in takoj za odpravo na reševanje. Pozitivna lastnost reševalca je, da nekomu pomagaš v stiski, da mu rešiš življenje. Sigurno, da je to verjetno za eno osebo ali pa za enega reševalca enkrat v življenju magična meja. Slaba lastnost, da si vse petke, sobote, nedelje, ko so lepi vikendi, ko so lepi dnevi, grejo ostali nekam na vikend, grejo na bazen, se grejo kopati, ti se pač ne smeš, ti moraš biti doma in čakati. Je lahko grdo vreme, če je akcija, ti pač moraš iti. Vračilo tega je pa, da ti ponesrečenec reče hvala lepa.